Zakaj ste se prijavili na Showrock 2014? Ker v tem vidimo neko novo priložnost, da se predstavimo še širši publiki v Mariboru. Okay. In pač celotni Sloveniji smo. Si tudi ti enakega mnenja? Ja, sem. Ok. Vi imate dovolj možnosti, da se predstavite publiki? Ja, jaz mislim, da no, tu smo prišli sem špila, v Udarniku imamo koncert soboto, tako da kaj dosti več, ne, zadnji naj pričakoval. Kaj boste naredili, če danes zmagate? Učice. Veseli bomo. Še nekaj tu sem slišal? Učice bomo šli, ki imamo šolo, da zadele. Čakaj, pravi rockerji ne hodijo v šolo? Nismo, še pravi rockerji. Zato, ker smo videli, da se da prijaviti. Showrock je zakon. Da ne rabiš nič plačati, da prideš igrati. Ja, ker zdaj v današnji cajtah je tako ratalo, da moraš že ti dati denar skoraj, da lahko prideš pil. Pa ful je cool organizacija. Torej, če vas prav razumem, v tem trenutku država ne naredi dovolj za promocijo mladih, še neuveljavljenih glasbenih skupin. Ja, lahko bi. Ja, tudi država, ja. Ja, tudi je klema prstov mi, sigurno. Ja. A lahko ti pomeniš vse, vse, kar bilo na tem svetu je vse življenje. Te bom ljubil, pa čeprav sem te izgubil. Oh, ja, da sem vedno, te bom ljubil, da sem izpravil. Torej, Pubici DD, Da, odkot jemljete inspiracijo? iz vsakdanjega življenja pa stisk življenja, ki nas pustijo. Čakaj malo, kaj pa priredba od Pink Floydov? Je tudi bila, ne? Iz stiske vsakdanjega življenja? Vsekakor, a nisi poslušal besedila? Rockerji ne hodite v šolo. Prosim. Ne, drugi del. A, drugi del, kaj pa prvi del? Prvi del smo vkradli, ja, samo ne v krogu. Aha, okej. Kaj pa pomeni tisti vložek? To je pa čista zabava v bistvu. Tako, da se zbudi publika. Če lahko pripomnim, to so se v bistvu spomnili žirantje, ne? Pa ne to povedati, no, še
praktično vse. Ja. Vse zelo dobro. Zakaj se recimo niste osredotočili samo na en stil glasbe? Brez veze, da sem omejen. Mami je všeč vsak. Mislim, od reggaeja do rocka, bluza, tudi metal, tudi punk, vse. Različen princip je igranje. In pol da bo... In pobiraš nekaj od tega, od vsakega stila nekaj. Točno to, ja. Pol da bo vse to skupaj. Najbolj razturala, neverjetno razburila in razburkala in vse ostalo, kar še gre. Skupina, ki je prišla iz kraja, v katerem jaz žal še nikoli nisem bil, to je skupina Vse skočil, ja, vse je močina, bravo! Pumeci, pridite gor! Velik aplauz, oni se preslikali, so lepi, so prijazni in so skočil, ja, skupina Vse, čestitke! Stitke, torej, kaj si obetate od finala Šov roka 2014? Še en žur, pa še eno, po mojem, Še eno vožnjo do Maribora. pa še eno kar težko, po mojem, konkurenca, no, bi tako rekel, po mojem. Ste si že zamislili, kaj boste pripravili za finale? Če je pa to skrivnost, pa seveda ne rabite zdaj. Ni skrivnost. Bluzili bomo kostomator zdaj. Okay. Kaj bo, oziroma katera bo prva stvar, ali kaj bo prva stvar, ki jo boste naredili, če zmagate Šov rok 2014? Kaj boste naredili naprej? Pa ne zarežiti, da gremo na pivo, ne? Pa lahko tudi to rečete, no. Častili bomo pivo. Častili boste pivo, to je prva stvar, ki jo boste naredili. In v bendu in v relacijah med vami se ne bo popolnoma nič spremenilo. S tem jaz bi vsaj to rekel, da če bi prišlo do tega, da bi mi zmagali, po mojem bi vsak pri nas dobil še dodatno motivacijo, da bi šel pač, da bi še rajš vadil, pa še rajš pač igral, razumeš, da vidiš, ne, pač, da je tudi nek odziv z druge strani in to je za nas v bistvu ful motivacija, ne. In bi bilo tudi, ne, to ni na tek. To je to, za kar se gre v bistvu. Ja. Torej, obilo sreče v finalu, se vidimo 6.5. Mogoče celo še enkrat tu, ne, če se zmagovalci.